Quantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Danes vam bom predstavila posebnosti in vpliv vezarkov na oči in kako lahko oči pred sončnim sevanjem ustrezno zaščitimo. UV indeks, ki je pogosto merilo intenzivnosti sončnega sevanja, je za oko zavajajoč oziroma manj uporaben, saj je oko poleg direktnega UV sevanja izpostavljeno tudi razpršenemu in odtalu oziroma površini odbitemu UV sevanju. Razprši se v obrakih in zračnih delcih, odbojne površine pa so naštete na desni strani, vidite, da sneg, vodne površine in pesek močno odbijajo UV sevanje, prav tako tudi travnate površine, manj temne strehe in asfalt. Direktno sevanje je močnejše oziroma intenzivnejše od razpršenega in odtalo odbitega, vendar predstavlja samo 20% vsega UV sevanja, ki smo mu izpostavljeni. Se pravi, 80% je razpršeno in površino odbito. Direktno UV sevanje je pomembno in na njega vpliva višinski kod sonca. Se pravi, v bistvu to je opis, kako visoko se sonce nahaja na nebu. Manjši, ko je višinski kod sonca, nižje sonce na nebu in takrat se je izpostavljenost oči večja. To se dogaja zgodaj zjutraj in pozno popoldan. Največja očesna izpostavljenost torej ni opoldan, ko je sonce najvišje na nebu, saj nas pred tem direktnim UV sevanjem ščitijo anatomske značilnosti obraza, na primer oblika očnice, obrvi, tudi nos. V neekvatorialnih državah in regijah je izpostavljenost direktnemu UV sevanju zaradi padca sončnih žarkov, ki niso pravokotni, se pravi, izpostavljenost oči v teh regijah večja. Učinke UV sevanja na oči delimo na akutne in kronične, od katerih so pogostejši slednji. Med akutne spada fotokeratokonjunktivitis, to je akutna okvara površnih epitelnih celic, roženice in veznice, ki rečemo tudi snežna slepota, pojavlja se pri varilcih, ki ne uporabljajo zaščite, prezentira se zelo akutno, z bolečino, solzenjem, stiskanjem vek, vendar pa samo tudi hitro izveni, še prej po aplikaciji ustrezne terapije, vlažilne. Medtem ko med kronične štejemo že predstavljene spremembe kože, od staranja, degenerativnih sprememb, tudi aktinične keratoze ter raka vek, bazalno-celičnega in ploščatoceličnega karcinoma in malignega melanoma. Vemo, da je površina kože okoli oči relativno majhna v primerjavi z kožo ostalega telesa, vendar karcinomi, ki so nemelanomski raki, v tem področju predstavljajo kar 5 do 10% vseh kožnih karcinomov, kar je velika številka. Zaradi zbiralne oblike roženice, ki je kupolasta in ukrivljena, pa roženica zbira svetlobo, ki pade na oko s temporalne strani, na notranji strani. Tam je učinek teh žarkov kar do 20-krat večji. Zato na notranjem delu očesa opazujemo degenerativne spremembe, ki jih imenujemo na veznici pinvikula, ko pa veznica prerašča na roženico, pa temu rečemo pterigi. Velika absorpcija UV sevanja lahko povzroča prezgodnji nastanek sive mrene. Mi smo izdali priporočila za zaščito oči, skupaj z delovno skupino na očesni kliniki in sicer pri odraslih svetujemo zaščitna poleg izogibanja soncu med 10 in 5 uro popoldan, svetujemo tudi zaščitna pokrivala, se pravi klobuke s širokimi krajci in kapo ščitnikom in pri odraslih uporabo sončnih očal, ki blokirajo več kot 99% UV sevanja, se pravi s posebno oznako CE UV 400 in očalne okvire, ki nudijo zastirko s strani. Pri otrocih svetujemo uporabo čepice s ščitnikom oziroma strešice na otroškem vozičku, sončna očala pa rutinsko odsvetujemo zaradi razvoja vidne funkcije, zeničnih reakcij in dokazanega pozitivnega vpliva sončne svetlobe na upočasnitev rasti zrkla in razvoja kratkovidnosti. Se pravi, očala pri otrocih samo v ekstremnih svetlobnih pogojih, na visokih nadmorskih višinah, na snegu in na morju.
Predvsem pa je pomembno, da nikoli direktno ne gledamo v sonce, tudi če uporabljamo ustrezna sončna očala, ker to lahko povzroča trajno okvaro vida.